Drage gledalke in gledalci, med obema vojnama so v Gorjah zrasle številne pobude, ki so povezovale ljudi in krepile skupnost. Ena izmed njih je bilo Sokolsko gibanje. Ob gradnji Sokolskega doma so nastale tudi redke fotografije, ki danes pričajo o tistem času. O teh spominih pripovedujeta Berta Pečar in njen brat Slavko Zalokar. Pozdravljena oba. Dober dan. Ja, smo namreč v Gorjah. Oba držita fotografiji v rokah. Kaj prikazujeta ti dve fotografiji? Bom dal še tole večjo. Tule je original in tule je tudi še original druga. Kaj prikazujeta ti dve fotografiji? To je gradnja Sokolskega doma. Je še čist tako namejhen naštiman, ta prvi začel. Zraven so pa že sokoli telovadili. Tlele jaz imam moške telovadce, brat moj ima pa ženske. In tam pri teh ženskah je sigurno moja mama, zaradi tega, ki je imela tudi te slike spravljene, pač original, tako da se potem vidi, da je ona telovadila tam. Se pravi, če je iz družinske zapuščine, so te originalne fotografije. Ja. Kdo so pa ti ljudje, ki so na fotografijah? Vam je kaj znano? Takrat sem pa jaz otrok. Ja. In jih ne poznam. Mogoče bil tole moj ata, ampak nisem sigurna. Mama je pa siguren gor. Te druge pa ne poznam. Kako se je pa začela gradnja tega Sokolskega doma? Zgleda, da so se odločili. Recimo v Gorjah je bil gorjanski dom, tam so imeli orli. Ker sokoli so bili pa njihova konkurenca in so potem sokoli začeli delati ta dom, da bodo oni imeli pač svoj dom. Je bil pred vojsko že gotov. To se pravi, da tole mogo biti kak 35. Med obema vojnama, nekje tik pred drugo vojno. Ja, tik pred drugo vojno, ja. Ker je bil narejen, se jaz spomnim, ko so imeli noter Miklavža. In je bil oder, pa je bila dvorana in samo enkrat je bil Miklavž, pa je bilo pa konc. To se pravi, da je bilo začetek vojne to usposobljen. Je pa noter so telovadili, so bili drogi, je bila bradla, konj je bil tudi, pa koza. In moj ata je bil strasten telovadec, zelo dober telovadec in je hodil kaj telovaditi na bradlo, meni je pa dal kar tam na tiste kroge, da sem se malo ujsala, pa malo tako bi bilo fajn, da sva šla malo kaj, da sva šla malo kaj. Pa je pa kar enkrat se ogenj pokazal, pa nas je videl z okna, z zgornje spalnice se je videl ogenj in je gorel in je pač pogorel. Moj ata je sicer jokal, takrat, ki je bradla gorela, si mama norca malo delala pa tako, da je jokal, ampak to je pogorel do tla. Bo je pa to pogoret, požgan, partizani so to požgali zaradi tega, ker je bilo rečeno, da pridejo nemški vojaki v ta dom noter. Tako da pa je spodnje Gorjah vojske ni bilo, ampak so jo pa dali v Gorje v župnišče. Zdaj se že malo omenili usodo tega doma, ampak če se bomo šli še to vojno obdobje, če bi prej še povedali, kaj so sokoli pomenili za Gorje, če bi lahko nekaj o tem. Ja, a veste kako, to je bil en društvo, da so telovadili, hodili so na shode, recimo v Ljubljani je bil tudi shod, bil je pa glavni, je bil pa Jože Rus za sokole, ta glaven sokol. Kdo je bil pa v Gorjah? Vam je znano? Ne, to pa ne vem. In kaj so pa recimo v Gorjah počeli še poleg telovadbe? Kaj se je dogajalo? Ker v glavnem so telovadili, ne? V glavnem so telovadili. V glavnem je bila telovadba, šport. So še kakšne prireditve organizirali, dogodke? Miklavža ste omenili. Ja, Miklavž je bil, tako pa mogoče so tudi, tudi so imeli tale društvo, so igrali.
mislim, igre. Te igre so bile in je bil en društvo, so in bili igralci, tudi moja mama je gor narisana, pa na teta, mislim, naslikana, sam tak slik pozaj, ne vem, tisno tiste slike, verjetno pri tebi, da so te igre imeli, ne. In to je bilo pa včasih v gorjah, včasih pa tle, ne. Ali se iz teh sokolskih zgodb od vašega pripovedovanja od staršev ali kakorkoli spominjate, kakšne zanimive zgodbe ali anekdote, kaj vam je tako najbolj spominno ostalo, vezano na Sokole? Ja, pravzaprav za tele tle v Spodnjih Gorjah ne, ampak imam pa eno zgodbo, ki je bila to od moje kolegice, mama je bila z Ljubljane in so imeli ta izlet, to so rekli, stokolski izlet v Pragi. In tam je ona nastopala in to na orodjih. In je eno orodje, zdaj ne vem, je bilo to krov, da je padlo na njo in je tako poškodovala, da ne vem, koliko časa v bolnici ni bilo. Niso bile orodja še tako narejene, kot zdaj prijemno. Tako da za sorte bilo. Se je čisto polomila, ne? Čisto se je polomila, tako da je tudi težave imela pa s porodom in tako naprej. In to medenico je zlomila. Vse. Prej ste že omenili, kaj se je zgodilo med drugo svetovno vojno z domom, ne? So ga partizani požgali, da ne bi Nemci... Seveda, ker Nemci bi prišli, na Bled je bil pač štab Gestapa, ne? In je bila tudi vojska in bi tudi po teh krajih tlele vojsko dali. In je bilo to že pred tem, da bi vojaki zasedli ta Sokolski dom. Ampak pa se je pa porušil, pa tega ni bilo. Vojaki so pa poj zasedli pa gorje župnišče, ker župnika ni bilo, so izselili, so enega Nemca dali. Pa ne vem, a je bil v župnišču, ni bil v župnišču, samo pa je bila pa vojska not. In to nasprot šole, ne. Ja, te župnišče, kot je zdaj, ista stavba. Ja, isti hiši, kot zdaj župnišče je bilo, ja. Kaj se je pa zgodilo po vojni s tem domom? Ni bil obnovljen, ali kako? Ne, nič se ni več to obnovil. Med vojno smo še s šole hodili dol telovaditi, pa tam je bila ena gleda, da smo skakali, koliko je daleč kdo skočil, pa merili so nas, kako kdo leti, pa tako naprej. To Nemci, a ne. 2 let, dokler smo bili še v gorah, ker pa je bila pa šola gor, delež, da bi bilo predelež, da bi peš hodili. Pol se pa, to pa ti veš, fuzbal s to živela. Ja, kako je bilo zdaj po vojni? Ja, po vojni se jaz spomnim tam leta 48-49 so ta generacija pred mano, tam letniki 40-39 so začeli tam igrati nogomet, pa naredili so igrišče za odbojko. Tak, igrišče pač igrišče kot igrišče, da se je dal odbojko igrati na staro mrežo, smo napeli, da se je odbojka igrala. Nogometni igrišče je bil velik, tam nekje 80x40 metrov, na koncu ob kraju je bila narejena tekaška steza, pa na koncu je bil za skok v daljino, pa skok v višino. In tam smo se družili, to je bilo vsak dan popoldne, ko smo prišli iz šole, pa smo mogli doma kaj narediti, je bilo tam veselo do trde tme. No in to je trajalo vse tam nekje do leta 65, 64, pa se je pa to opustil, tam se pa je naredili 2 hiše, tako da je ta igrišče je pa se pač opustil. Naredil se pa v gorjah zraven TVD Partizana novo igrišče in smo pa začeli zahajati na ta igrišče TVD Partizana v gorje. Pa se je naredil nogometni igrišče gor na Stovičju in mladina tam gor hodila nogomet igrati. Pa pač tako, ko je po vojni, pa tam vsa vas je bila iz Spodnje Gorje, iz Gornje Gorje, vse je bilo tam, ker druge zabave takrat ni bilo, ne. In smo na tem igrišču pa preživljali te svoje mladostne dneve pa zabave, pa športne udejstvovanje. Ta lokacija, saj si bomo pogledali, posneli to lokacijo, je kje danes? Ta lokacija je... Kjer je bil dom? Na koncu Spodnje Gorje. Ja, tam je tabla. Ja, Spodnje Gorje. Tam je ta lokacija,
pa je pa konc Spodnje Gorje tam. Za mano, za tablo Spodnje Gorje, je stal svoje cajte, svoj čas Sokolski dom, ki so ga leta 1941 požgali. Leta 1945 pa je bil tu narejen sprejem partizanov, ki so se vračali iz gozda, kar se vidi na slikah v tej knjigi Boj pod Triglavom. To bi vprašal še, kaj vam danes pomenijo te fotografije? Te slike. Te slike, Te slike so spomin na tiste čase, ker sem se jaz komaj še rodila, ampak pač mama že tovarila. Pa zelo, mislim, zelo je bila pripadna tam te telovap, te sokole in to. Mislim, ona je te sokole nekako oboževala ta gibanje. Kaj naj si danes zapomnimo o sokolih? Kaj vidva menita? Jaz bi rekel tako, te sokoli so bili nekoliko predhodnica tega, mislim, športnega življenja v gorjah, po vojski pač teh sokolov je nastal TVD Partizan Gorje in v tem TVD Partizanu se je pa dogajalo vse mogoče. Tudi recimo ta smučarska sekcija, ki je bil Lovro Žemva, znan po celi Sloveniji oziroma po celi Evropi, je ustanovil to smučarsko ekipo, ki je bilo v tistih cajtih daleč najboljša v Jugoslaviji. No in jaz lahko povem en spomin, ki sem šel v Črno goro na dopust. Sicer sem dol vojsko služil in sem mogel pojeti v Črno goro pregledati, sem prišel na Žabjak in možakar me čakal pred avtomobilu, sem prišel s kosila, rekel, kot sem me povedal, rekel, sem zgoraj, rekel, znam tamo sve. I Žemva, i Ambrožiča, i Slivnika, i čisto vse Gorjance je poznal. No in ta možakar, dol ima penzion, sicer je poj, ki sem šel drugič dol, je bil že pokojni in je prosilil poj. In nas je pogosto, drugače je bila to samo postrežna restauracija, in nas, ženo pa hčerko mojo, nas je poslal tam in se pa ve in tam na njih kelna nosil nemogoče stvari za jesti pa za popiti, tako da ampak tako hočem reči, kako je ta gorjanski smučarski šport bil znan po celi Jugoslaviji in ta možakar nas je pogosto, kako ne vem kakšne goste, ne vem kako. To je pač lih ena taka zanimivost. Zanimivo, ja. Ja. No in je čisto se poznal Gorjance. Je pa rekel, da je bil veliko tudi na Rudnem polju, ki so smučali pa gorjanska ta generacija, so bili tem letniki 40-41, to so bili Pogačnik, Ambrožič, pa je bil ta Štefan, ne vem, ko se je že pisal. To so imeli najboljši jugoslovansko štafeto, dokler ni ta ljubljanska enotnost, Cveto Pavčič pa Janez Pavčič so bili v tem cajtu, so jih nekako bili enakovredni. Pa prišla ta generacija Kobilca, ta Pavel Kobilca, Kalanov, Janez je bil. Slivnik je bil, Janko. No, to smo že prej, to je bila ta generacija Slivnik, pa ta Vinko Tišler, Zmivkša. Ja, Zmivkša bil. No in to so kar šlo po teh generacijah. No in nazadnje so bili pa še ta Poklukar, Kobilca, tako da je bila ta, skozi je bila v gorjah ena generacija teh smučarjev, tekačev. Pa zdaj še kar naprej. Zdaj pa to kar Zdaj pa nadaljujejo. biatlon. Biatlon je Miha Dovžan. Kratka izhaja nekako, bi lahko rekli, iz sokolskih No, to je- zgodbe, ne? To je skozi, po vojski se je v tem TVD Partizana se nekaj dogajalo. Mi smo noter hodili telovaditi, potem smo imeli
Rokomet smo igrali tudi bojko. Jaz sem sicer pa to malo izgubil, ker sem šel na Bled v to nižjo gimnazijo in sem pa manj hodil v gorje, sem bil več na Bledu. Drugače pa v gorjah skozi ta športno udejstvovanje je skozi šlo naprej, ni bilo nikoli nobenega konca. Tudi te telovadci, ki so bili, ki je bilo... Ljubice imamo, ne? Tudi ja, kar jih hočeš. Če pogledaš občino, je občina z največjim olimpijcem zdaj, ne? Zimskem, sicer letos ni bilo toliko veliko, pa jih je bilo pa kar nekaj, ne? V Šuvrevču je bila zelo dobra. Ja. Tako da, jaz mislim, da so bili Sokoli predniki tega športa v gorjah. Gospa, kaj bi pa vi rekli, kaj naj si zapomnimo o Sokolih v gorjah? Jaz vem, da je bilo tako društvo, da so bili, mislim, da so se niso nič kregali, da so bili prijatelji, da so gledali, kako bodo čim več naredili, čim več telovadili. Ampak je bilo pa vojska prišla, je bilo pa. Ampak vojski so šli partizane, ne? Večina Sokolov, ne? Večina Sokolov, ja. Ker to so bili mladi fantje, ne, in so pač se končali v gorjah kar veliko partizanov. Sploh so bili že prvoborci, pa so se pa zmeraj večjih bilo. No, ampak mi smo se danes o teh Sokolih pogovarjali, ne? V bistvu spomini ostajajo, čeprav doma ni več, ne? Ja. In kot sta sama povedala, Ja, iz Sokolov je ta tradicija telovadna, točno napredna se nekako Točno to, nadaljuje. Točno to, ja. Ja. Čeprav teh ljudi ni več, ki so tele. Ker tu so bili vsi starejši, jaz, ne, Ja, ja. že jaz sem majhen, Ja, ja. precej stara, ne. No, ampak tu so neki začetki. To so začetki, ja. Ja. Ker to je bilo nekako, kaj je bilo to? Ne vem, je bilo to konkurenca orlov, ker prej so bili orli, ne. Ampak so pa orli prepadli, Ja. nekako. Ja, te Sokoli so bili liberalni, ne? Orli so bili pa pač bolj pod vplivom cerkve, Ja, ne? ja. Ja, Ja, ta je. klerikalno bolj, Ja. katoliško. Samo pa so se Sokolom pridružili. Ja. Gleda, da je bilo tam. Ja, ko se jaz spomnim, smo imeli doma slike samo nekaj so bile, je bila ta skupina orlov, pa oče mi je enkrat rekel, da so se pa združili. Samo to je zdaj... Ja, združili so se, ker Ata je bil pri Orlah, pa je pa Sokola prišel, ne. Gleda, da so prepadli, da so jih zaključili. V redu, hvala za pogovor. Ja, ni zakaj, hvala vam.